Dragi otroci, spoštovani starši, učiteljice in vzgojiteljice, cenjeni obiskovalci. V imenu knjižnice Brežice in v svojem imenu vas prav lepo pozdravljam. Z današnjo prireditvijo zaključujemo bralni program Bralna Mavrica, ki je potekal v šolskem letu 2024-2025. Cilj programa je predvsem spodbuditi družinsko branje in otrokom približati svet knjig že v njihovem predbralnem obdobju, pozneje pa jih spodbujati na začetku njihove bralne poti. V Bralni Mavrici so letos sodelovali navihančki, palčki in igralčki iz Artič, Pika Polonice in palčki iz Bizeljskega, srčki, barvice, žogice, metuljčki, škratki, škorenčki, metulji, hiške, zvezde, mehurčki, ropotuljice, oblački, balončki in piškotki iz Brežic, slavčki in žabice iz Cerkelj ob Krki, dobovske čebelice, metuljčki, mravljice, zvezdice in sončki iz Globokega, zvezdice iz Kapel ter zajčki iz Velike Doline. Za mavrično priznanje so se potegovali tudi učenci prvih, drugih in tretjih razredov osnovnih šol Artiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje ob Krki, Dobova, Globoko, Kapele, Pišece in Velika Dolina. Učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Srbiji pod mentorstvom Rud Zlobec. Dragi mavrični bralci, letošnje leto je za knjižnico Brežice posebno, saj mladinski oddelek praznuje 20. rojstni dan. Na knjižnih policah najdemo mnogo knjig, kjer junaki radi in pogosto berejo. Z branjem si nabirajo posebno kondicijo in oblikujejo svoj velik zaklad. Bralni zaklad. Ob zgodbah in knjigah odrastejo v krepke junake in junakinje. Prepričana sem, da je prav vsakdo izmed nas ob branju to sezono Bralne Mavrice v svoj zaklad dodal še malo znanja. Z branjem oziroma poslušanjem branja odraslih je mavrično priznanje letos v jubilejnej 20. sezoni Bralne Mavrice osvojilo 395 otrok. Prav vsakomur med vami iskreno čestitam. Dragi otroci, ostanite še naprej zvesti knjigi in branju, ter se tudi v prihodnje udeležujte bralnih tekmovanj. Eno takih z imenom Poletavci, poletni bralci, se začne že čez nekaj dni, 10. junija in bo trajalo do 10. dne septembra. Na koncu bi se rada zahvalila vam, spoštovani starši, vzgojiteljice in učiteljice. Skozi celo šolsko leto ste otroke spodbujali k obisku knjižnice Brežice. Motivirali ste jih za branje in ustvarjanje umetnin ter nam tako pomagali pri izvedbi pomembnega bralnega programa. Želimo si, da bi tudi v bodoče tako dobro sodelovali. Sedaj pa bom na oder poimensko povabila vzgojiteljice in učiteljice, ki bodo prevzele priznanja za svoje skupine oziroma razrede. Otroci, vi boste priznanje dobili v prihodnjih dneh v vrtcu oziroma šoli. Tisti, ki ste priznanje osvojili pod rubriko Ostali, ga boste lahko od jutri, 21. maja, prevzeli na mladinskem oddelku knjižnice. Pa še nekaj. Če je morda na priznanju kaj narobe napisano, ime ali priimek, ali pa da sploh ni natisnjeno, se oglasite v knjižnici in bomo uredili tako, da bo prav. Dobitnikom mavričnega priznanja še enkrat iskreno čestitam.
Hkrati pa vas vabim k sodelovanju tudi v naslednjem šolskem letu. Dragi otroci, poleg priznanja ste si kot nagrado za svoj trud prislužili tudi ogled današnje gledališke predstave, katera nosi naslov Muca Maca in Maček Muri. Izvedel jo bo Zavod Enostavno prijatelji. Na oder vabim igralce, da se nam odstre zgodba. Napisal bom mačjo kroniko za vse muce in mačkone. Tale bo dobra. V mačjem mestu so prijeli storilca, ki je oropal mačjo banko. Storilcu je ime Maček Čombe. Mačja policija ga je varno strpala v mačji zapor, tja, kamor sodi Mijav. Muca Maca, najlepša muca med mucami, ima novo klobučar. Posebnost njenih klobukov je to, da te odpeljejo tja, odkoder so doma. To je mačje veselje. Mijav. 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 Jaz sem Maček Muri in dobrodošli pri vseh mišjih repih. A je moj telefon? Se upravičujem, to res ne izgleda, ko pride nekdo na obisk. Takoj bom. Mjav, 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 mjav. Mačja policija. Mjav, 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 mjav. Maček Čombe je pobegnil iz zapora. Mjav, 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 mjav. To je mačja katastrofa. Mjav, 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 mjav. In jaz, Muca Maca, sem pogrešala svojo klobučarno. Veste, pogrešala sem vse svoje klobuke. In še nekaj je. Zaupala vam bom največjo skrivnost. Samo da odklenem svojo klobučarno, potem pa boste vi našpičili svoje ušesa in jaz vam bom zaupala skrivnost. A imate radi skrivnosti? Nisem slišala, imate radi skrivnosti? Takoj pridem. Moj ključ se skriva pod predpražnikom. Čakajte. Točno tukaj. Čik, čik. Moja čudovita, prelepa klobučarna. Občih. No. Občih. Ker me ni bilo toliko časa, je vsa zaprašena. Čakajte. Poglejte, kaj vidite? Moji čudoviti klobuki. Tukaj so vsi in sedaj bojo še lepši in še bolj sijoči. Ja, točno tako. Zdaj pa, kot sem vam obljubila, skrivnost, boste našpičili ušesa, da vam nekaj povem. Moji klobuki lahko živijo in te odpeljejo točno tja, odkoder so doma. Prav zares. Pa me zanima, dragi moji prijatelji, katerega bi želeli, da zberem prvega in da vam pokažem to skrivnost. Najbolj mi je padel v oči tale mehiški klobuk. Poglejte, kako je velik. Da pa bo čarovnija res delovala, mi morate pomagati vi. In rekli bomo takole, klobuk si bom dala na glavo, vi pa mi boste pomagali reči. 1, 2, 3, klobuk, oživi. Pa samo najprej povadimo, da vidim, ali so to mehne in tihe miške. Gremo si, skupaj. 1, 2, 3, ne, tako potiham pa ne, to mora biti na glas. 1, 2, 3, klobuk, oživi. Zdaj pa stisnite pesti in bo šlo zares, da nas mehiški klobuk odpelje točno tja, odkoder je doma. Dajmo, stisnemo pesti in rečemo vsi. 1, 2, 3, klobuk, oživi. Mexika, caramba, signore, signorite, che passa? Olé, olé, olé. Miau. Ste ga videli? Mehiški klobuk in dajmo en aplavz za mehiški klobuk. Kdo bi ga imel? 3 klobuki in jaz bi lahko prodajala še naprej, ampak pozno je že. In v mačjem mestu se že mrači.
To pomeni, da grem jaz domov, zaklenem klobučarno in se vidimo zopet zjutraj. Zjutraj bomo nadaljevali s prodajo. Mogoče ga dobiš tudi ti, pa ti, pa ti. Tako da pa ti. Ja, najprej pa ti. Jaz bom samo svojo klobučarno zaklenila. Čak. Zdaj pa, dragi prijatelji, otroci, starši, še vi zaprete oči, se ulezite v eno stran in zaspimo. Sedaj pame. Kaj je to? Kaj je to? Muca Maca. Kaj tukaj piše? Muca Maca ima novo klobučarno. Kaj? Njeni klobuki oživijo. Kaj? Če jih daš na glavo, te odpeljejo tja, odkudar so doma. Ta čas, ko vsi spijo, bi lahko poiskal klobučarno in zaslužil mači denar. Zopet. Čakaj. Moja klobučarna je odklenjena, samo malo, da stopim. Kdo je to rekel, ključa pa tudi ni? Kdo je bil to? Ti si bil. A ti si bila? Čakaj, mislim, da moja očesa. Mojih klobukov ni. Vidi, da zaupam največjo mačjo katastrofo. Jaz sem šla Mjav. A vas lahko prosim pri vseh višjih repih, da se malo umirite in Muca Maca ti malo bolj počasi povej, ker te nič ne razumem počasi. Bom vse razložila. Počasi, samo da vdihnem. Ja. V redu, zdaj pa bom. Ja. Jaz sem včeraj prišla Iz Pariza. Pariza. Prodala klobuke tem čudovitim otrokom in jim zaupala skrivnost. Potem sem šla pa domov spat in zjutraj, ko sem prišla, pridi, klobučarna odklenjena in vsi moji klobuki so izginili. Čakaj, v klobučarni sem pisal v mačji kroniki. In kje so klobuki? Pridi, 3-4 so bili. Muca Maca, ti pokliči mačjo policijo in vse, kar so otroci povedali, povej do potankosti. Ja. Jaz pa grem v mačje mesto in pogledam, kajti kakor ga jaz poznam, se je skril v kakšno staro kanto za smeti. Samo res? Taki so ti lopovi, ga bom že našel. Kje je šel? V tole ali v tole smer? V tole. Kako? Sigurno? Mjav, pa že videl. Torej tukaj ali tukaj? Kje? Tukaj. Brez vas pa ne bi uspel. Pojdi. Jaz sem pa pozabila, koliko je že številka mačje policije? 113. Halo, mačja policija? Halo. Ja, mačje čombe, čisto vse moje klobuke. To je prava mačja katastrofa. Na pomoč! Maček Mure je imel čisto vse prav. Maček Čombe se je skrival v stari kanti za smeti, potem pobegnil, hitel in drvel, ampak moj Maček Muri ga je ujel. Zdaj pa je spet nazaj v zapor, tam, kamor sodi. So to tvoji klobuki? Moji klobuki. Maček Muri 1000-krat ti hvala. Veš kaj, nič ni, vsak muc bi to naredil zate. Ampak zgodilo se je točno tako, kot sem predvideval. Ampak poglej si to, moja klobučarna je spet v najlepšem redu. To je pa lepo videti. Mačja kronika je s tem zaključena, dragi moji. Hvala lepo vsem, da ste bili na obisku v mačjem mestu. Zdaj pa dovolite, dragi otroci, dovolite, dragi starši, da dam darilo še Muci Maci. Kaj? Kajti zdaj pa je nastopil čas, da Muco Maco peljem v mačje mesto na mačjo presto. Lepo se imejte in srečno. Adijo.